Prav lep pozdrav, spoštovani in dragi gledalke in gledalci. Dobrodošli v družbi prve slovenske lige v nogometu. Pred nami je začetek 9. kroga. Stvar je kot na dlani, to je zadnja tekma prve četrtine letošnje sezone, kako hitro čas mineva. Dalibor Volaš bo igral malce za hrbtom edinega napadalca na tej tekmi, ki je Luka Vekič. Vekič, tam je sicer za hip ušel, to je dobra podaja za Volaša, to je sedaj velika priložnost, prvi pravi nevaren poskus. Izvajalec bo kot vselej Nenad Srečkovič. Srečkovič, odlična podaja, krasen poskus proti vratom, Sorčan brani tudi v drugo. Volaš ga je potem nehote malce brcnil, če tole vidim prav. Francoz je že pripravljen. Dvomim, da bo streljal proti vratom, čeprav ravno zato se je odločil. Sorčan sicer brani. Nova priložnost morda za goste. Lepo je zdaj po desni strani potegnil Srečkovič. Še vedno Nenad Srečkovič. Lipušček zdaj malce več panike, no na koncu Srečkovičeva podaja ni bila najboljša. No in zelo hitro so se zdaj prerazporedili nogometaši Krškega. Volaš bo morda tu prišel do strela. Je. Nova priložnost morda za goste. Srečkovič po desni strani podaja proti Sandiju Ogrincu. Lepo, lepo. To je vsekakor lahko nevarno. Poglejmo, kako bo Srečkoviču uspela tale podaja. Ni slaba, odlično, offside. Offside Daliborja Volaša. Na zelenicah prve lige Telekom Slovenije v Goričinem dresu. To pa je sicer že njegov peti vstop s klopi. Odlična podaja, to je dobra zamisel. Curk ima ogromno prostora. Curk podaja in gol! Mark Gulič s svojim prvoligaškim zadetkom in kakšen preobrat na tekmi, kjer je Gorica celo srečanje životarila z dobrimi priložnostmi v napadu. Tu pa se je takoj videlo, da je Jani Curk odlično podajal strani. No, tole zanimivo poteka. Vukušić je prišel do žoge, morda tudi do priložnosti. Ante Vukušić je na koncu prišel do strela, vendar meril mimo vrat. Curk. Lepo, Jani Curk, krasno je spet pobegnil po desni strani, za seboj pustil Daniela Štefulja. Curk, preveč kompliciranja, konec tekme in tako se tudi končuje. Gorica je na koncu s svojim edinim strelom v okvir vrat ugnala Krčane, ki so poskušali precej večkrat, zbrali na koncu 9 strelov proti vratom, od tega 4 v okvir. Tekma zelo zahtevna, nasprotnik dober in mislim, da smo zbrali pravo taktiko za današnjega nasprotnika. Tekma je bila taka enakovredna, mislim, da tisti, ki bi dal gol, bi tekmo dobil. Nam je uspelo potem s potrpežljivosti in potem v drugem polčasu z izjemno akcijo doseči ta zadetek. Na koncu smo obdržali vodstvo do konca in zelo pomembne 3 točke, da smo nekje obdržali to visoko pozicijo. Še posebno take tekme so v bistvu zahtevne, ker nasprotnik je tudi zelo čvrsta ekipa, tudi izkušena in normalno, da za naše mlade fante je pomembno, da smo danes uspeli zmagati. Mislim, da smo bili boljši, imeli boljše priložnosti, vendar ena naša naivna poteza in oni so to kaznovali in na koncu so nas zmagali. Oni so dali gol, mi nismo, torej zasluženo.